Kot sami veste, sem nastopil funkcijo pred dobrim tednom, in sicer funkcijo za ministra za notranje zadeve, in takrat sem tudi izjavil, da bo ena od mojih ključnih prioritet tudi reševanje romske problematike in v zvezi s tem tudi varnostne situacije v jugovzhodnem delu Slovenije. To področje je bilo leta in leta zanemarjeno. Seveda bi tam poudaril ob tej priložnosti, da se je vlada Roberta Goloba ob samem začetku začela ukvarjati z romsko tematiko, ki je kasneje prešla v romsko problematiko in nažalost zašla v nepravo smer, kar se je pokazalo z tem nesrečnim in tragičnim dogodkom v Novem mestu, kjer je pač ta gospod umrl. Seveda je to kulminiralo in nažalost nam je pokazalo, kaj se ne sme zgoditi. Na to seveda je reagirala slovenska javnost in od vlade Roberta Goloba zahtevala, da se podzamejo ukrepi, da se to prepreči. Varnost ni nekaj samoumevnega. Varnost je dobrina, za katero vsakodnevno organizirano skrbi tisoče ljudi, od policistov, inšpektorjev, uradnikov in tudi drugih pripadnikov državnih institucij, tako da zagotavlja državljanom varno bivanje in pa zadovoljstvo. To je temelj za spoštovanje človekovih pravic in mirnega sobivanja. Danes smo ravno v zvezi z mirnim sobivanjem in kasneje tudi z integracijo na daljši rok se dobili z 3 župani, in sicer županom občine Brežice, županom občine Šentjernej in županom občine Škocjan. Vsi se strinjamo, da treba v tej smeri nekaj narediti in tudi zagotoviti, da se bodo Romi odgovorneje obnašali in tudi spoštovali pravni red Republike Slovenije. Dobil sem se tudi v romskih naseljih Brezje, Dobruška vas, Trdinova vas in pa sedaj tudi v Gazicah se bom dobil z predstavniki Romov, s katerimi se bom tudi pogovoril o teh zadevah in seveda tudi sugeriral, naj vendarle naredijo korak naprej k spoštovanju pravnega reda in omogočijo konstruktivni dialog z svojimi sosedi in se nekako vključijo v mirno sobivanje, kajti le na tak način bomo premaknili zadeve v pravo smer in bomo omogočili kasnejšo integracijo na daljši rok. Ob tem moram še poudariti, da za vse kazniva dejanja oziroma kršitve zakonov morajo storilci biti kaznovani. In ne glede na barvo, vero oziroma družbeni status in premoženjski status bomo temu tudi sledili. S sprejemom Šuterjevega zakona je policija dobila dobro orodje, da bo lahko te ukrepe tudi izvajala in na kratek rok tudi izboljšala, seveda skupaj z ostalimi, se pravi FURS-om, centri za socialno delo in pa sodiščem, izboljšala situacijo ne samo v jugovzhodnem delu, ampak tudi v celotni Sloveniji. Z obiski seveda tega dela bom nadaljeval, mogoče naslednji teden oziroma ali pa naslednji bom iskal še Ribnico, Kočevje in pa Črnomelj. Hvala lepa. Ja, lep pozdrav. Sam osebno seveda sem vesel in pa zadovoljen, da se minister oglasil pri nas v Brežicah. Predvsem namen je bil, da nas informira, kako bo delovalo seveda policija, kar se tiče nove zakonodaje. Tisto, kar verjetno se vsi strinjamo, je ključno, da se mora kriminal v romskih naseljih in pa seveda tudi drugje izkoreniniti. To je pa tudi osnova, da lahko pride kasneje do integracije, kajti dokler ne bomo občani bili vsi varni in pa enakopravni in spoštovali vsi
enako zakonodajo, tako dolgo jaz smatram, da bomo zelo težko se pogovarjali ali o integraciji ali o sodelovanju. Moram reči, da danes je policija povedala določene ukrepe, pravijo, da bojo vse prekrške strogo seveda kaznovali in pa da bojo za vse veljali zakoni enako. Jaz upam, da bo tako in želim samo policiji, da vztraja na tem. Seveda moram pa povedati, da smo se že tudi pogovarjali, da bojo morale tem slediti tudi ostale službe, kot je tožilstvo, sodišče in pa predvsem tudi centri za socialo. Tako da z naše strani še enkrat poudarjam, ključno je, da se najprej ustavi ta kriminal, tudi tisti najmanjši, ki je najbolj moteč v naših krajih, to naj bo gre za krajo v trgovinah, na poljih, pri krajanih in na tak način potem seveda bo tudi napredek naprej. Podobno je tudi za obiskovanje šol. Mi imamo podatke, še vedno učenci relativno slabo obiskujejo šole, posebno v spomladanskih delih in jaz upam, da bomo tu vztrajali in da bomo naredili napredek. Kar se pa tiče seveda integracije in pa legalizacije, sem pa še enkrat ponovil, ključni problem občine Brežice je, da bi želeli to naselje Krušče legalizirati, vendar imamo težavo, da moramo nadomestiti z novimi kmetijskimi zemljišči, kar je nemogoče, tako da jaz upam, da bo država tudi v tem primeru razmislila in pomagala, če želimo res, da se to legalizira oziroma da se uredi najprej komunalno in pa seveda, da se Romom omogoči legalizacija. Hvala lepa, županu. Vprašanje? Kar se tiče te novele zakona o orožju, je glavni namen, da se orožje, nelegalno orožje in nedovoljeno orožje pač umakne oziroma da ga tisti, ki ga imajo, predajo. To je zdaj 4. abolicija. Seveda mora biti zakon prvo potrjen v parlamentu. Ideja pa je taka, da imetnik orožja obvesti policijo, pove, kje je in potem policija pride po to orožje, mu izda potrdilo, ga vzame in ga potem preda Ministrstvo za notranje zadeve, ta pa to orožje lahko potem podari muzejem ali ga nameni za šolske, za učne potrebe oziroma ga uniči. Zdaj, kar se tiče tega amandmaja SDS-a, moram reči, da ga v celoti ne poznam, zato ga tudi dejansko ne morem komentirati. Ministrova civilna iniciativa Glas ljudstva je nekako završljala z ustavno posodo Šuterjevega zakona, ker da širi preveč policijska pooblastila in neke socialne pravice zrablja za orodje kaznovanja. Kako jim vi odgovarjate? Poglejte, Šuterjev zakon je prinesel policiji, pa ne samo policiji, tudi drugim državnim institucijam določena pooblastila. Tukaj je veliko varovalk, bistveno sporočilo pa je. Tisti, ki bojo kršili zakon, bojo tudi pred zakonom odgovarjali. In ta Šuterjev zakon je predvsem usmerjen proti kriminalu in kriminalcem. Zato se z Šuterjevim zakonom strinjam, kajti do sedaj je imela policija dokaj zvezane roke. Točno vprašanje? Ja, na prebivalci vzhodne Slovenije precej so napeti tako na strani Romov kot civilnem prebivalstvu. Zdaj mnogi občani, predvsem v Novem mestu, opozarjajo, da zdaj, ko se bliža veseli december, ko veliko teh množičnih dogodkov, bo takrat poskrbljeno dobro po vaše za občane, občanke, za druge obiskovalce, da ne bi prišlo do teh trenj na terenu, ko je še nekaj več prisotnega mogoče. Glejte, jaz sem na tiskovni konferenci pred 2 dnevi povedal okrog teh veselih dnevov, opozoril sem na uporabo pirotehnike, petard, opozoril sem na samozaščitno obnašanje občanov in občank. Seveda bo policija prisotna in bo v vseh primerih tudi ukrepala. Tudi v današnjem obisku v romskih naseljih sem se potem z temi romskimi predstavniki pogovarjal tudi na to temo. In sem jih lepo opozoril, naj nikakor ne uporabljajo strelnega orožja, petard in to, kar se je do zdaj dogajalo. In v večini primerov so zagotovili, da se bojo za svojimi sovaščani pogovorili in bojo poskušali, da bi bilo tega čim manj. Seveda je pa to vprašanje za generalnega direktorja policije. Hvala. Hvala. Dober večer.
Če se pogovarjamo o območju jugovzhodne Slovenije, je pred uveljavitvijo novega zakona bilo to območje varnostno obremenjeno območje z posameznimi kriminalnimi žarišči. Z včerajšnjim dnem, ko je stopil nov zakon v veljavo, imamo varnostno tvegano območje, bolj varnostno tvegano območje. Ta trenutek še ni razglašeno. Zakaj? Moramo se zavedati, da treba narediti nove ocene, zakon je stopil v veljavo. Mi imamo z preiskovalnimi sodniki v torek sestanek, kajti preiskovalni sodnik bo tudi v 24 urah potem potrdil ukrepe policije za nadzor nad tem območjem, kajti sama razglasitev območja brez nadziranja tega območja niti nima smisla. In v torek se bomo dogovorili, na kakšen način, to je novo varnostno pooblastilo tudi za njih, da bomo to zadevo izboljšali, in ko bo to varnostno tvegano območje tudi nadzorovano, bomo lažje dokazovali storitev prekrškov. Naš namen pa je ne, da dokazujemo storitev prekrškov, ampak da storilca odvrnemo, sploh da stori prekršek ali kaznivo dejanje, in s tem v bistvu zagotavljamo večjo varnost vsem, ki se na tem območju nahajajo. Bo pa to potrebno ustrezno označiti, da bodo ljudje vedeli, in takrat, ko bomo to tudi opredelili, bomo javno seznanili tudi preko naše spletne strani, postavili z triopan znaki, postavili tudi tako, kot mora biti po zakonu o varstvu osebnih podatkov označeno, se pravi, da osebe, ki se bodo nahajale na tem območju, bodo vedele v bistvu, da so lahko tudi video nadzorovane. Težko rečem, kako široko. Lahko bo nekaj ulic, lahko bo kilometer, dva, težko. Se pravi, to gre za tisto območje, pri katerem policija je že obravnavala veliko potencialno kršitev zoper življenje in telo, za varnost ljudi, kaznivih dejanj, ali pa upravičeno pričakuje, da bi lahko v tistem trenutku prišlo. Se pravi, lahko bi bila to kakšna večja nenapovedana zborovanja, protesti, bi lahko temu rekli, se pravi, organizirane navijaške skupine, se pravi, tisto območje se bo označilo. Se pravi, če se pogovarjamo o Novo mesto, ni Novo mesto varnostno tvegano območje, ne, da bi lahko bilo označeno. Varnostno obremenjeno območje pa je bilo za policijo, ampak to je v bistvu terminologija, ki smo mi uporabljali že nekaj desetletij in jo bomo mogli zdaj spremeniti, da ne bo prišlo do tega, kaj je tvegano, kaj je obremenjeno. Obremenjeno pomeni, da imamo tam več prekrškov, tvegano pa tisto, v bistvu, kar je zdaj z novo zakonodajo opredeljeno in lahko tudi video nadzorovano. Kako lahko ocenite vzdušje na policijski upravi Novo mesto v današnjem obisku, glede na to, da ste že nekaj dni nazaj oziroma v Mariboru povedali, da ste seznanjeni z anonimko, ki je prišla s strani policistov? Anonimka se preverja na dveh nivojih, tako v službi generalnega direktorja policije, ker je sestavljena iz več plasti, kot tudi na policijski upravi Novo mesto. Ko bodo znane vse ugotovitve, potem bo slika jasno, kar moramo vedeti. Tle je anonimka, treba preveriti, kaj dejansko v njej je res, kaj bi lahko bilo in pa kaj lahko nadgradimo. Je pa tudi to neko opozorilo za nas, da ugotovimo, ali lahko še kaj izboljšamo. Se pravi, tudi to je vodilo pri vsaki anonimki, da pogledamo, kje smo in pa kakšni so načrti v prihodnosti. Hvala lepa naši sogovorniku.